spoštovani, dobrodošli v medijskem središču za spremljanje volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Sledi izjava predsednika Državne volilne komisije Petra Goloba, ki bo sporočil začasni izid glasovanja na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Hvala lepa. Ne bo za nevišku. Žal imamo preštetih šele ali pa že 50,88% glasov. Štetje poteka malce bolj počasi, kot smo predvideli, vendar je treba poštevati, da je treba prešteti približno 2,5 milijona vseh glasovnic. Kot veste, ne samo glasovnice za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ampak tudi, ne bom rekel 3 referendume, ampak 4 referendumska vprašanja. Zdaj, da ne zavlačujem, kot rečeno, preštetih 50,88% glasov ob trenutnej volilni udeležbi 31,02%. Zdaj lahko vam povem samo, kakšni so začasni izidi glede razdelitve mandatov, to, kar vas verjetno najbolj zanima, in sicer kar po vrsti. SDS 4 mandate, Svoboda 2 mandata, Vesna 1 mandat, NSI 1 mandat in SLS 1 mandat. Naj še enkrat poudarim, da gre za sicer uradne, vendar začasne rezultate, da se lahko še marsikaj spremeni, vendar, kot rečeno, po preštetih 50% glasov so rezultati taki. Kakšna je razdelitev seveda med samimi kandidati, je to zaenkrat nemogoče povedati, ker je treba seveda upoštevati še preferenčne glasove, tam se pa še posebej hitro lahko karkoli spremeni. Toliko zaenkrat. Hvala lepa. Spoštovane, spoštovani, sledita do 2 novinarski vprašanji za predsednika Državne volilne komisije. Prosimo, da vprašanja naznanite z dvigom roke. Predtem pa se predstavite z imenom, priimkom in pa imenom medijske hiše, iz katere prihajate. Hvala lepa. Adrian Baklič, Televizija Slovenije. Zanima me, kdaj pričakujete, da bo dovolj glasov preštetih, da boste lahko povedali tudi, kateri so... Nemogoče, da vam povem. Je pa dejstvo, da se bo verjetno zdajle vsup glasno rezultatov, vsaj upam tako, ampak ne upam si napovedati tudi približno. Jaz računam, ne vem, z direktorjem opolenih, da imamo preštetih okrog 90% glasov, kar bi pa že dalo precej reprezentativen rezultat. Še kakšno vprašanje? Vse bo seveda, podatki se bodo refreširali sproti, tako da jo boste lahko sledili. Prosim. Erika Štuler, Radio Slovenija. Zanima me, kaj je razlog, da je taka zamuda v primerjavi s tistim, kar ste pričakovali, kje se najbolj zapletate? Težko rečem, kje se najbolj zapletate. Nekako smo pričakovali, da bo šlo bolj počasi, vseeno smo pa upali, da se bo vse zadeva hitreje odvijala. Zdaj, ko pa pogledamo in to, kar sem povedal na samem začetku, štetje 2,5 milijona glasovnic ob upoštevanju preferenčnih glasov, sestavljanju zapisnikov in seveda potem vnosu vseh podatkov iz okrajnih volilnih komisij, pa pač traja. Tukaj ne gre krivda iskati kogarkoli, ker je ni. Najlepša hvala. Sledijo prihodi predstavnikov kandidatnih list. Počakajmo na predstavnike prve kandidatne liste. Hvala lepa. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Spoštovane, spoštovani, sledi izjava kandidatne liste, nič od tega. Pozdravljeni. Kot sem že najavila na začetku, zadnji bomo prvi. In zato dajemo izjavo kot prvi. Po vseh meritvah kaže, da imamo mnogo boljši rezultat
kot nam ga je predvidela vsa medijska krajina in njihove meritve. Tako da lahko kompetentno zatrdim, da so meritve krepko kreirale ta rezultat, ki trenutno obstaja, saj nismo imeli možnosti soočen ne na Pop TV, ne na Planetu, se pravi na komercialnih televizijah Republike Slovenije, ki so v tuji lasti. Tako da kompetentno lahko tukaj stojim za svojo trditvijo, da tujina vendarle kroji volilne rezultate v Sloveniji. Jaz se zahvaljujem vsem volivkam in volivcem, ki so nas podprli. Mi smo dosegli res lep rezultat in danes stojimo pred vami kot zmagovalci. Zmagovalci v zelo neenakem boju, kajti lista Nič od tega je edina stranka, ki je odšla na volitve brez enega centa proračunskega denarja. Porabili smo 1000 evrov iz lastnih žepov in naredili zelo lep rezultat. Hvaležna sem, da pravzaprav v Sloveniji ni nikogar, ki ne bi vedel za nas in ki ne bi imel določenega mnenja o nas, ali pa smo jim vsaj simpatični. Tako da vidimo se na državnozborskih volitvah, mi ne bomo odnehali in znova hvala vsem, ki ste verjeli in še verjamete v nas. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Dober večer. Po še nepopolnih rezultatih volitev je jasno, da naše sporočilo, to pomeni čas je za razum in predvsem čas je za mir strani volilnega telesa, ni bilo razumljeno oziroma v dovolj veliki meri sprejeto. In to zakaj? Mislim, da je zelo kontradiktorno dejstvo, da v času najhujše krize, ki jo svet preživlja po drugi svetovni vojni, oziroma po letu 1962, ko je prišlo do kubanske krize, niso ljudje doumeli nevarnosti današnjega položaja na svetu. Mi bomo si še naprej prizadevali, da bomo ljudi o tem obvestili in da bo to naše sporočilo prišlo v meso in kri volilnega telesa. Zakaj se je to zgodilo? Mislim, da je za to več razlogov, med drugim tudi bojkot strani medijev. Moram reči, da so nas mediji bojkotirali od vsega začetka. Zakaj se je to zgodilo, ne vem, ker je zelo nenavadno, da listo, ki se zavzema za mir, praktično mediji popolnoma ignorirajo. Ne samo to, tudi jaz kot dolgoletni dopisnik, preživel sem skoraj 30 let v tujini, nisem bil skoraj da praktično zaznan strani anket, čeprav imam med čisto vsemi kandidati, ki so nastopali na volitvah, praktično največ različnih mednarodnih izkušenj. Mislim, da bo volilno telo, če se bo ta kriza, ki se je začela stopnjevati, predvsem v zvezi z Ukrajino, ko se govori o možnosti razširitve krize, o neposrednem spopadu celo med NATO-om in Rusijo, oziroma celo nevarnosti jedrskega spopada, da se bo javnost s tem začela soočati in da bodo potem volivci ugotovili, da niso dali dovolj glasov stranki, ki se je edina zavzemala za mir. Moram reči, da že ko se je začela kriza v Ukrajini, smo mi takoj zahtevali takojšnjo ustavitev spopadov in začetek pogajanj. In mislim, da ta formula je še naprej veljavna in to je edina možnost, da ne bo prišlo do
enega velikega mednarodnega konflikta, v katerem bo ogrožena tudi Evropska unija. V pogojih vojne se evropska demokracija in Evropska unija ne more razvijati, zato mislim, da je naš program absolutno aktualen in mislim, da bo volilno telo to sprejelo, če ne prej, na volitvah parlamentarnih, ki bodo čez 2 leti, ker mi bomo z našim mirovnim programom nadaljevali in mislim, da bo prišlo do povezovanja med strankami, zato ker mir je preveč dragocen, od mira smo mi vsi odvisni in mi ne bomo popustili in se bomo za naše cilje borili naprej. Hvala lepa. Sprejeli bomo 2 novinarski vprašanji, prosim. Če ne vprašanj, najlepša hvala. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Spoštovani, sledi izjava kandidatne liste Vesna Zelena stranka. Vsem dober večer. Zelo smo zadovoljni z rezultatom. Osvojeno 3. mesto v Republiki Sloveniji, stranka, ki ni v parlamentu, mislim, da je vrhunski dosežek. In zelo sem ponosen na ekipo, s katero sem delal, da smo lahko ta rezultat tudi dosegli. Hkrati naj se zahvalim vsem, ki so namenili podporo Vesni. Mislim, da smo v slovenski politični prostor, pa tudi skozi kampanjo, katero smo vodili, vnesli neko svežino, vnesli drugačno razmišljanje, predvsem pa več povezovanja, spoštljivosti, dostojanstvenosti in kvalitete argumentov. To mislim, da so ljudje prepoznali in to je tudi tisto, kar nas zavezuje k nadaljnjemu delu. Osvojeni mandat ne pomeni, da bomo nepomembna stranka v Evropskem parlamentu, ker nekaj se že o tem govori, da so zeleni manjši in tako naprej. V parlamentu seveda ne velja samo število poslank in poslancev, ampak tudi kvaliteta argumentov, motiviranost in pa znanje tistih, ki te argumente predstavljajo. Vsega prej navedenega nam nikakor ne manjka, pripravljeni smo na izzive, dodobra smo naštudirali tudi že sistem delovanja, torej praktično z naslednjim dnem začnemo delati v Evropskem parlamentu. Naš cilj je, da zaščitimo interese Evropejk in Evropejcev, državljank in državljanov, tudi Republike Slovenije in predvsem, da zaščitimo vrednote, na katerih pravzaprav Evropska unija počiva. Tukaj je nekaj zadrege, kompletna Evropska unija je skrenila zelo desno, tega se zavedamo in naša naloga bo, da bomo korektivni element v tem delu in vedno znova pozivali tistim vrednotam, ki nas definirajo. Te pa so antifašizem, spoštovanje vladavine prava, spoštovanje človekovih pravic in vrednot, na katerih Evropska unija počiva. Hvala lepa. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Sledi izjava kandidatne liste Levica. Lep večer vsem. Najprej bi se zahvalila vsem volilcem in volilkam za glas za Levico, za tudi podporo na vseh 4 referendumih. To mislim, da je zelo pomembna vsebinska zmaga tudi Levice. V Levici smo izboljšali rezultat na prejšnjih državnozborskih volitvah in tudi to kaže na našo kampanjo in naše delo v vladi, kjer smo postavili v ospredje pomembne teme, ki so bile v zadnjih 30 letih povsem zanemarjene, tako na področju varne starosti, dolgotrajne oskrbe, krepitve delavskih pravic,
dostojnega dela in ne nazadnje stanovanjske politike. Levica je zelena in rdeča stranka in tukaj si bomo na ta način prizadevali svoje delo nadaljevati naprej. Tako da sedaj pa bi dala besedo seveda naši nosilni kandidatki, ki se ji za vso delo v kampanji tudi zahvaljujem in prosim Natašo Sukič za besedo. Izvoli, Nataša. Dober večer. Tudi z moje strani najprej zahvala volivkam in volivcem, ki ste vztrajali, trdno stali za nami, niste popustili in ste nam dali svoj glas. Naši osnovni cilji v tej kampanji so izpolnjeni, namreč naš cilj je bil narediti domiselno, vsebinsko kampanjo in mislim, da smo v tem zelo uspeli, kajti odpirali smo teme, ki so ta hip še kako pomembne. In kar me še posebej veseli, rezultat vseh 4 referendumov pravzaprav potrjuje naše 10-letne napore, kajti gre za vsebine, na katerih je Levica dobesedno garala zadnjih 10 let. Prav tako rezultati zadnjega tedna pred volitvami kažejo na naš uspeh, namreč priznanje Palestine in pa zgodovinski preboj na stanovanjskih politikah. Po več kot 30 letih nam je uspelo dejansko zgodovinski preboj. Vse to je plod in je posledica dobesedno garanja zadnjih 10 let v Levici. Tako da to so bili naši cilji, vsebinska kampanja in te stvari, ki so se zgodile in na to smo ponosni in s tem smo zadovoljni. Še posebej smo zadovoljni, da je videti, da bo rezultati zadnjih državno-zborskih volitev izboljšan, kar je dober znak. Kajti v tem političnem prostoru mislim, da ne bi bilo dobro, da bi Levica izginila. Levica je tista, ki dela preboje na številnih področjih, ki jih je tudi Asta prej še malo več naštela. Sam preboj v parlament evropski nam sicer ni uspel, ampak kot rečeno, naš osnovni cilj je izpolnjen, za ostalo pa čez 5 let naprej. Sedaj pa še Luka Mesec. Hvala in lepo dober večer. Tudi sam bi se najprej rad zahvalil vsem, ki so za nas oddali glasove in glasovali za na vseh 4 referendumih. Želim pa povedati naslednje. Današnji dan, ne glede na rezultat Levice, je vsebinska zmaga Levice. Namreč, samo v zadnjem tednu je vlada sprejela 3 ključne ukrepe, za katere smo se v Levici borili več kot 10 let. Prvič, priznanje Palestine. Drugič, v stanovanja bomo v naslednjih 10 letih investirali milijardo evrov. In tretjič, vlada bo začela odpravljati sistem dvoživkarstva v javnem zdravstvu. Ob tem so vsi 4 referendumi, se pravi konoplja, prostovoljno končanje življenja in pa preferenčni glas, prav tako teme, ki so elementaren del programa Levice in za katere smo se 10 let borili. Tako da na naših ključnih področjih smo danes in v zadnjem tednu dosegli odločilne preboje. Rezultat Levice, čeprav je videti skromen, je pa treba brati na naslednji način. Od leta 2019 naprej je to najboljši rezultat Levice. Od leta 2019 naprej je bila krivulja naših volilnih rezultatov obrnjena v eno smer in to je bila v slabše rezultate. Na zadnjih volitvah predsedniških smo dobili samo 2,5 %, na teh smo rezultat praktično podvojili in dosegli svoj cilj, ki je bil priti nad rezultat državnozborskih volitev leta 2022. Zakaj je rezultat skromen, kljub temu, da vsebinsko zmagujemo? Odgovor je jasen, to je razdrobljenost političnih glasov. Če bi sešteli glasove nam sorodnih strank v prostoru, ne bi dobili samo enega poslanca, ampak več njih. Tako da Levica je vsebinsko na dobri poti
je gonilni motor vlade, katere del je. Dosegla je praktično 7 pomembnih prebojev v zadnjem tednu. Postavili smo trden temelj za naprej. Od tukaj naprej pa je od vsebinskega strinjanja do politične podpore zelo jasna ena smer in to je politično povezovanje levih, zelenih, naprednih. Sprejeli bomo 2 novinarski vprašanji. Naprošam vas, da se pred vprašanjem predstavite z imenom, priimkom in imenom medijske hiše, iz katere prihajate. Hvala lepa. Adrian Bakič, Televizija Slovenija. Mene vas zanima, kaj današnji rezultat v vaši oceni pomeni za nadaljne delo vlade. Če pogledamo, vladna koalicija je prejela 3 od 9 mandatov, se pravi zgolj tretjina volivcev je podprla vse 3 vladne stranke. Kaj to pomeni za nadaljne delo vaše vlade? Vlada je zmagala na vseh 4 referendumih. Na 2 od teh referendumov je zmagala več kot dvotretjinsko. Mislim, da to jasno pomeni, kakšno smer si slovenski volivci želijo. In ob kandidatih, ki jih omenjate, nikakor ne moremo reči, da so vsi z nasprotnega opozicijskega pola. Smo daleč od tega, da bi v Sloveniji videli ponavljanje rezultata, kakršnega spremljamo v Franciji ali pa v Belgiji. Razlog za to pa je, da imamo vlado, ki je vsebinsko jasna, ki si je cilje sposobna zadati in jih tudi uresničiti. Razlog za to pa je, da je v tej vladi Levica, ki je vsebinski motor te vlade in ki na noben način ne pristaja na to, da bi imeli neko cepetavo vlado, ki ne bi vedela ali iti levo ali desno. V tem smislu sam absolutno pričakujem, da bo vlada ne samo zaključila obstoječi mandat, ampak dokončala projekte, ki smo jih kot koalicijski partnerji zadali in da bomo mandat na naslednjih državnozborskih volitvah tudi ponovili. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Spoštovani, sledi izjava kandidatne liste Socialni demokrati SD. Dobro jutro. Najprej bi se neizmerno rad zahvalil vsem državljankam in državljanom, ki so seveda udali glas za Socialne demokrate, zato da smo še naprej stranka, ki ima predstavnike v Evropskem parlamentu, in Socialni demokrati smo z rezultatom zadovoljni. Dejstvo je, da so ljudje vendarle prepoznali, da rabimo Socialne demokrate tudi v Evropi in sem vesel, da je Matjažu Nemcu uspel ponoviti mandat. Ob tej prilike bi se seveda zahvalil vsem našim kandidatkom in kandidatom, ki so ta mesec in pol trdo garali. Zahvalil bi se terenu naše stranke in jaz se moram zahvaliti tudi Jerneju Štromajerju, ki je bil vodja našega volilnega štaba. Zakaj? Zato, ker smo na nek način se zavedali, v kakšni situaciji smo bili in smo z relativno minimalnimi stroški naredili dober rezultat. Čestitam seveda vsem izvoljenim kandidatom in kandidatkam v Evropski parlament in verjamem, da bodo vsi, ne glede na to, iz katere stranke prihajajo, zastopali barve naše Slovenije. Socialni demokrati gremo lahko zadovoljni v pripravo za državnozborske volitve. Jutri bomo analizirali današnji dan oziroma rezultate, postavili nekatere nove mejnike v stranki in se pripravili na volitve čez 2 leti. Zaenkrat pa hvala lepa in mogoče besedo še našem kandidatu Matjažu, ki je nosil največje breme teh volitev, in Matjaž, iskrene čestitke.
Hvala lepa, predsednik. Dobro večer tudi v mojem imenu. Jaz bi se seveda v prvi vrsti zahvalil vsem 9 kandidatkam in kandidatom iz vrst Socialnih demokratov, kajti mislim, da smo v zadnjem mesecu res pregarali si ta mandat, resnično in iskreno. V drugi vrsti mi dovolite, da se zahvalim vsem tistim, ki so sodelovali v kampanji. Veste, da tokrat izhodišče Socialnih demokratov ni bilo ravno najboljše, ampak imeli smo eno nalogo. In seveda, da vrnemo socialno demokracijo tam, kamor sodi. In rezultat evropskih volitev kaže, da smo izboljšali rezultat, ki izhaja iz zadnjih državnozborskih. In vseeno, kljub vsem zagatam zadnjih nekaj mesecev, ponovno pridobili zaupanje ljudi in ravno zato nam je najbolj mar. Zato, da smo imeli priložnost nagovoriti stisnjene roke po dolgem in počez državljanke in državljane Republike Slovenije in da smo dobili od njih zaupnico, zato da se lahko pripravljamo, da obnovimo stranko, da pripravimo, bom rekel, stranko na ta položaj, kamor sodi v naši družbi. Jaz bi se ob tem še posebej, moram posebej izpostaviti 3 zelo dobre evropske poslance, ki ne bodo nadaljevali več svoje delo, Franca Bogoviča, Klemena Grošlja in dr. Milana Brgleza. Mislim, da so v zadnjem 5-letnem obdobju opravili izjemno delo. Dovolite mi še zadnjo besedo, ker nam je tukaj nekoliko vroče in smo tudi pritekli iz naše centrale, zato da smo ulovili še zadnji termin te tiskovne konference. Mi dovolite še zadnji stavek. Jaz ta težko prigaran mandat, ki ni samo moj, ampak je od vseh 9 kandidatov, bi rad poklonil članstvu Socialnih demokratov. Zato, ker so kljub težkim časom, ki smo jih dali skozi, ohranili upanje in zaupanje v stranko. In naj bo ta mandat posvečen prav njim, tistim, ki brezplačno so stali na stojnicah, tistim, ki so brezplačno delili plakate, tisti, ki so verjeli in ki še verjamejo v močno slovensko socialno demokracijo, ki ima izjemen vpliv tudi med evropsko socialno demokracijo. Naj bo ta mandat posvečen njim. Hvala lepa. Sprejeli bomo 2 novinarski vprašanji. Vnovič vas naprošam, da se pred vprašanjem predstavite z imenom, priimkom in imenom medijske hiše, iz katere prihajate. Hvala lepa. Če ni vprašanj. Vaš predsednik je prej rekel, da je rezultat teh volitev na nek način tudi poraz koalicije, kako vi komentirate to? Ne morem biti iskren povsem, ampak sem razočaran na tem, kar se dogaja, predvsem na levem političnem polu. Večkrat, in to je moje osebno mnenje, me to ne spominja na politiko, ampak na kupčijo. In to, kar se dogaja na levi sredini, gotovo ni dobra popotnica za naprej. In ne bo to moja zadnja beseda. Jaz bom se po svojih močeh v Bruslu trudil, kar bom le lahko, tako kot sem se do zdaj, za naše državljanke in državljane, ki niso omejeni samo na mejo Republike Slovenije, ampak širše. Ampak če bomo kot koalicija na tak način delovali naprej, potem ni čudo, da bo zelo dober rezultat na desni političnem prostoru. Kajti veliko krat na naši, bom rekel, med levico ni pomembno, kaj narediš in kako dobro delaš, ampak se v zadnjem tednu zgodijo zgodbe, ki nimajo veze s politiko, ampak s čisto nekim drugim stvarmi. In zato smo zgubili v tem mandatu 3 zelo dobre evropske poslance. Jih bo zelo težko jih nadoknaditi. Verjemite mi, v Evropo pa znanje nekaj šteje. In zato Slovenija gotovo porabila nekaj časa, da bo vzgojila tako dobre poslance, kot so bili 3, ki ne bodo več zastopali tega položaja. Hvala lepa. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.